Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, v studiu imamo emeritnega gosta, predsedujočega Nove Slovenije, gospoda poslanca Mateja Tonina. Dobrodošel, gospod poslanec. Lepo pozdravljeni. Zdaj ste prvič na naši televiziji, pa najprej malo predstavitvenega pogovora. Prvo vprašanje bi bilo, kako se je vaše življenje spremenilo potem, ko ste prevzeli predsedovanje Nove Slovenije? Najprej v družini, pa tudi osebno. Najprej lep pozdrav vsem gledalcem televizije Exodus. Jaz sem prvič v vašem studiu, moram reči, da je zelo prijetna ekipa, se v redu počutim. Kako se počutim po prevzemu teh dolžnosti, moram priznati, da tistega 22. januarja, ko nas je predsednica Ljudmila Novak seznanila s tem, da bo odstopila, in ko smo se v pisarni Jožefa Horvata pogovarjali, kdo bo zdaj prevzel za njo, in ko je Jožef Horvat pokazal s prstom name, da me je takrat malo v prstih stisnilo. Saj veste, dokler si svetovalec predsednice, dokler si njen najtesnejši sodelavci eno, potem ko celotno breme in tudi odgovornost pade nate, zadeve postanejo precej drugačne. In prva stvar, ki sem jo takrat rekel, da bi si želel najprej te stvari preveriti doma pri družini, ker če te družina ne podpre, potem je v vsakem poklicu težko delati. Tako da sem si potem nekaj časa še vzel za razmislek. Preveril sem tudi pri ženi in ko sem dobil zeleno luč pri ženi, sem tudi dejal, da sem te stvari pripravljen prevzeti, in potem so stvari stekle in 31. januarja, kot veste, smo to tudi potem širši javnosti predstavili, na organih stranke to sprejeli in danes sem tukaj. Kako izgleda vaš delovnik? Delovnik je izjemno pester, praktično imam nek tak ritual, da tam nekje med 6:30 in 7 vstajam, potem pripravim moji 2 hčerki za vrtec, tudi v teh jutranjih urah se kakšne pol ure med seboj malo podružimo, morda kakšno pravljico preberemo, kakšno družabno igro odigramo. Zdaj v zadnjem času je moja starejša hčerka izjemno navdušena nad igro Človek ne je zased, tako da te igre v zadnjem času ogromno preigram. Potem jih pa odpeljem v vrtec, ker ob 8 je v vrtcu že čaka zajtrk, odhitim v Ljubljano in pridem navadno domov po 9. uri zvečer, če so še kakšni Odmevi ali kakšne druge televizijske oddaje, celo nekoliko kasneje. Tako da večkrat se pohecam, da je med tednom moja žena mati samohranilka, in sem izjemno hvaležen za vso to breme, ki ga prenaša. Sem pa tudi zaprosil mojo stranko, ki je družini naklonjena, da vendarle poskuša to tudi spoštovati, da sem še oče 2 malih hčerk in da bi želel čim bolj usklajevati družinsko in poklicno življenje, in zato se zelo borim za to, da ob sobotah in nedeljah nimam nekih službenih obveznosti, če res ni nujno, zaradi tega, da lahko ta čas čim bolj posvetim svojim hčerkam. Takrat ste z družino? Takrat sem z družino, če se le da, čim bolj intenzivno izkoristimo ta čas, ker vem, da je zdaj v tem obdobju, ko je ena hčerka stara 2 leti in pol, druga 4 in pol, izjemno pomemben pri odraščanju otrok, in že tako imam občutek, da določene stvari zamujam, in vsaj v sobotah in nedeljah želim, da res se posvetim njima in ženi. A vas malo kaj pogrešita? Ja, starejša hčerka se že vseh teh stvari nekoliko bolj zaveda in je tudi bolj pozorna za mojo odsotnost. Zdaj, med tem tednom, med klasičnimi tedni, bi rekel, so se na nek način tudi punci navadile na moj ritual, da smo vsako jutro skupaj in da vedo, da sem dolgo v službi, ampak smo pa vsako jutro skupaj. Problematične so zlasti moje daljše odsotnosti, ker sem tudi član določenih parlamentarnih delegacij in imamo tudi poti v tujino, ki trajajo včasih tudi po teden dni. V takih dneh pa so potem zlasti starejša hčerka
Včasih sprašuje, kje je ati, pogrešam atija in takrat je težko pri srcu, te ni vseeno, ne. Hvala Bogu, imamo pa zdaj to moderno tehnologijo, tako da tudi, ko sem na službenih poteh, poskušamo se vsak dan slišati po teh Facebook, Messengerjih, Skype povezavah in tako naprej, tako da tudi se med seboj vidimo, je ta video, neke vrste videokonference. Tako, da te otroci vidijo, da tudi ti njih vidiš in na nek takšen način poskušamo vzdrževati stik. Tako da moram biti tukaj iskren in pošten, ne, da včasih se vprašaš, ne, ali je vse to, kar počneš, vredno, ne, ker ti hčerka kdaj zastavi kakšno takšno vprašanje ali pa ke reče, da te pogreša, da te ni, kdaj prideš domov, ne. No, ampak zdaj ta globok stik je, ne. Sicer malo manj, ampak dnevno zjutraj ste skupaj, ne? Vsekakor, se pravim, da nekega preloma globokega najbrž ni, ne? Ne. To je dragoceno, ne? Imam ves čas v glavi, da je zdaj v teh prvih letih, recimo nekje do osnovne šole, izjemno pomembno obdobje in resnično poskušam imeti to ves čas v malih možganih in ko je le možno, čas posvečen tudi njima, ker imam kar nekaj strankarskih prijateljev, ki so zlasti intenzivno delali v 90-ih letih, ko jih je država potrebovala in so se v celoti predali dolžnostim, ki so jih imeli takrat v parlamentu ali na vladi in so njihovi otroci praktično odraščali brez njih. Ne? Ja, in se zdaj to v nekaterih delih pozna, ne. Tako da te njihove izkušnje mi zelo veliko pomenijo, tako da poskušam, seveda, da ne boste narobe razumeli, ne, nisem idealen oče z vsemi napakami, ampak se pa trudim po svojih najboljših močeh. Ja. No, zdaj, če pa vidimo malo v to ožje poslanstvo, politično, ne. Vi ste eden redkih politikov, ki se je strokovno pripravil na politično delo. Ste študirali politične vede. Kako je ta odločitev padla? Študiral sem na FDV-ju politologijo, to je res. Zakaj ravno politologijo? Zaradi tega, ker takrat, ko sem se odločal, nam je bilo to predstavljeno kot neke vrste kombinacija prava in ekonomije. In to se mi je zdela taka zanimiva stvar, zato sem se tudi odločil. To je bil en razlog, drugi razlog je bil pa tudi ta, da me je politika na splošno zanimala. Mi smo se v politiki doma precej pogovarjali. Moj oče je bil krščanski demokrat, je bil tudi na lokalni ravni aktiven, bil je občinski svetnik, tako da je bila za našo domačo mizo, zlasti ob nedeljskih kosilih, precejkrat na sporedu tudi politika in debata o aktualnih političnih stvareh. Zdaj se večkrat pohecam in pravim, če so drugi fantje s svojimi očeti gledali nogomet, košarko in druge športe, sem jaz s svojim očetom spremljal televizijski dnevnik ali kakšne druge politične oddaje in ta nek odnos do politike, neko zanimanje za politiko je zagotovo moj oče precej k tej stvari prispeval. In v tej luči se je potem študij politologije zdelo neko normalno nadaljevanje vsega tega, kar smo doma počeli ali pa kar je bilo moje zanimanje. Ko človek študira recimo politiko, potem zdravniki, medicino, zdravstvo, pravo, kaj pač je, takrat pride v stik z tisto strokovnim znanjem o tem področju, ne. Kako ste vi na FDV-ju to strokovno znanje sprejeli, pa v čem ste ga prerasli? Če ne par besed rečemo o FDV-ju, se veste, v FDV-ju krožijo razne govorice, tudi je jasno, da je bila FDV leva fakulteta, da so bili profesorji izrazito levo usmerjeni, tudi, ne, ampak izrazito so bili spričano levo usmerjeni profesorji na FDV-ju, so bili v tistih časih vidni LDS-ovi politiki ali pa SD-jevi politiki, takrat še Združene liste socialnih demokratov, tako da
je bilo od samega začetka jasno, da je to leva fakulteta. Jaz se spomnim, profesor Lukšič, ki je bil potem kasneje predsednik Socialnih demokratov, je imel predmet obča politologija in je recimo z raznimi takimi fintami zelo hitro videl, kako je kakšen študent opredeljen, ne, ker je rekel, tisti, ki ste za ta problem, pejte na to stran predavalnice, tisti, ki ste za drug problem, pejte na drugo stran predavalnice. Kdo se ločil? Ja, tako je bilo, kot neke vrste nam rekel igre, ampak da se je videl, kdo je na kakšnem stališču in da smo potem o določenih stvareh debatirali. Jaz svoje politične pripadnosti nisem nikoli skrival. Jaz sem že od samega vstopa jasno povedal, da sem član Nove Slovenije, da sem aktiven v podmladku. Zanimivo je bilo to, kar me je presenetilo, da je na FDV hodilo tudi nekaj dijakov iz škofijske klasične gimnazije, ampak da te so kar na nek način svojo politično opredelitev skrivali, pa so se bali opredeliti in jasno izpostaviti. Jaz moram reči, da sem od samega začetka povedal, da sem krščanski demokrat, bi rekel po politični opredelitvi konzervativc. In tudi to moram biti pošten, jaz zaradi te svoje opredelitve na FDV-ju nisem imel nikoli težav, da bi zaradi tega me šikanirali ali pa... To bilo neko akademsko ozračje? Pa ne vem, če je bilo ravno akademsko ozračje, včasih sem se počutil tako kočevski medved, ne. Ker vsi so bili tam levo usmerjeni. V času mojega študija na FDV-ju je bilo izjemno popularen, če si bil levičar, če si nosil Che Guevara majice in podobne stvari, je bilo zelo izjemno popularno in jaz kot izpričan desničar, pa še ob dejstvu, da sem jasno povedal, da hodim hmaš vsako nedeljo, ne, je bila to tam zagotovo eksotika, ki so te malo čuden gledali, ampak še enkrat pravim, ne, imeli so me tam za kočevskega medveda v smislu, poglej, ne, med nami je tudi kakšen desničar, da so me imeli kot neke vrste v izložbi, da so komu rekli, da se tukaj ne hodijo sami levičarji, ampak imamo celo desničarje. V redu, to je bila takrat v tistih mojih časih, po moje se ne spomnim, takrat še te zasebne fakultete niso bile vzpostavljene, pa tudi te konkurenčne fakultete za uporabne družbene študije takrat še ni delovala, po mojem spominu. To je bila neka vrsta monopolna fakulteta? Vsekakor je bila to monopolna fakulteta, ampak bistveno je to, da ta fakulteta mojega vrednotnega prepričanja ni spremenila, ne. Jaz sem videl tam ogromno mojih sovrstnikov, ajde 5, ne, da ne bom pretiraval, da nekdo rekel, se zmišljujem, 5 svojih sovrstnikov, ki so prišli iz škofijske klasične gimnazije, pa so potem po FDV-ju bili čisto indoktrinirani in prepričani levičarji v navednicah. Mene te stvari na FDV-ju niso nekako na glavo obrnile. Jaz sem svoje vrednote, odnos do vere, do politike, do osnovnih vprašanj ohranil. Je pa zdaj zanimivo, ne boste verjeli, ne, zdaj, ko imamo razna srečanja in se srečujemo s sošolci iz takratne FDV, da zdaj tisti, ki so bili izpričani levičarji, ne, so začeli voliti Novo Slovenijo in pravijo, da je to edina stranka, ki je ta prava in da imajo sami za sebe za konzervativce. In jaz jih vprašam, pa fante, kaj se je vam zgodilo? Kaj se je zgodilo vam, ne, da ste, se veste že, mislim, da Churchill je rekel, ne, da kdor do 30 ni socialist, nima srca, ne, kdor pa je še vedno po 30 letu socialist, pa nima pameti. To je bil eden izmed njegovih hecov. Ampak ja, fantje so iskreno povedali, da jasno, takrat v tistih časih je bilo to popularno, tiste ideje so se mladim zdele zanimive, ampak potem, ko so pa fantje začeli v službo hoditi, potem, ko so dobili družine, otroke, so pa videli, da te levičarske socialistične floskule v realnem življenju ne delujejo. In da je edina stvar, ki dejansko deluje, je jezik, ki ga tudi mi govorimo. Jaz sem vesel, da so fantje to spoznali. Kako je vam uspelo tole? Vsaka fakulteta da obilico znanja. Ja. In to znanje je v tem primeru je bilo ideološko prečiščeno, ne? Ja. Vsaj do neke mere, ne?
Kak izziv je bil to za vas, ki ste prišli tja kot torej krščanski demokrat, kot veren človek? V čem ste vi drugače razmišljali od kolegov, ki so postali recimo levičarji? Ja, predvsem si mogel imeti trdno vero in prepričanje v to, da v tisto, kar verjameš in tisto, kar si prinesel s sabo na fakulteto, je prav. Se strinjam z vami, da so bile določene stvari ideološko opredeljene, naprimer vedno, ko je bila debata o družini, o urejanju družinskih razmerij, se je to videlo. Tudi pri določenih drugih stvareh se je to jasno videlo, kakšna je usmeritev fakultete. Se pravim, če ti na svojih vrednotah vztrajaš, pa če verjameš vanje, ti lahko en profesor 100-krat pove eno drugo stvar, pa ti še vedno v svoje verjameš. Tako da zagotovo je v tem študiju bilo veliko ideološko stvari obarvanih, so pa bile pa tudi stvari, ki pa niso imele z ideologijo nobenih takih vez. Je bila stroka, ne? Ja, mi smo imeli predmete, med drugim tudi temelji ekonomije, kjer se je čisto korektno razlagala ekonomska teorija, takšna in drugačna. Imeli smo tudi temelje prava, med drugim je bil moj profesor za temelje prava, sedanji predsednik vlade v odstopu, Miro Cerar. Tukaj so bile stvari zelo korektno predstavljene, tako da smo vsaj po tej ekonomski plati dobili nek realen uvid, kako stvari stojijo. In tudi po tej ustavno-pravni plati so nam bile stvari razčiščene. Tukaj ste začeli to vprašanje, kako sem se na te stvari pripravil, pa da sem se za te stvari izobrazil. Ja, fakulteta mi je zagotovo dala ta uvid, da razumem, kako politični prostor deluje, kakšna so razmerja med institucijami, skratka, da razumem določene stvari, ki nekateri, ki prihajajo v parlament z drugih poklicev, se šele v prvem letu svojega delovanja učijo. Imate tudi svoj način, kako sami preverjate politično dogajanje. Si vzamete čas recimo za politične meditacije? Ali to delo samo prenese v parlamentu? Politične meditacije, če to mislite v tem smislu, da premišljujemo določena politična vprašanja in kako bi se glede teh stvari odločili? Kako dobro razumeti politiko v smislu, da je to znanost in umetnost povezovanja in globlega branja neke družbe. Seveda vsak posameznik o stvareh, ki se mu vsak dan dogajajo, zlasti pa ne v parlamentu, sam premišljuje morda kje na kakšnem sprehodu, kje preden greš spat, preden zaspiš, skratka v stvareh, ki se te skozi dan zgodijo, zagotovo razmišljaš kot drugače. Drugače pa pri nas je delo organizirano tako, da te dnevno politične zadeve, se pravi, kakšno bo stališče stranke do tega zakona, do onega zakona, kje bomo vložili amandma, kje bomo predstavili svoje stališče, to tedensko sprejemamo na sejah poslanske skupine. Delo imamo organizirano tako, da se vsak torek ob 10. uri sestane poslanska skupina, kar pomeni vsi poslanci Nove Slovenije plus vsi naši strokovni sodelavci in svetovalci in gremo čez obveznosti Državnega zbora tistega tedna, gremo čez zakonodajo, ki bo na odborih in v Državnem zboru in se dogovorimo, kako bomo glasovali, kakšno bo stališče in vse te stvari. Se pravi, dnevne politične stvari se sprejemajo na teh sestankih, medtem ko pa strateški premisleki, v katero smer bo zdaj stranka šla, kako se bo pri izjemno pomembnih stvarih odločila v to ali ono stvar, se pa odločamo na izvršilnem odboru stranke, ki pa se sestaja na vsake tri. Tipično politično telo. Ki je politično telo, ki je jedro, tudi izvršilni odbor se voli na kongresu stranke, kar pomeni, da vsi člani volijo ključne predstavnike stranke, za katere želijo, da v njihovem imenu med dvema kongresoma odločajo o ključnih smereh, v katero smer bo stranka šla. No, sedaj kot predsedujoči Nove Slovenije sigurno morate paziti, imeti prisotne temeljne interese slovenskega ljudstva.
Ja. No, in ljudstvo na svoj način izraža interese, ne? Ali je to referendum, ali je to plebiscit, ali je to, so to volitve, ki bi zdaj, ali recimo debata ob nekem kongresu, ne, recimo stranke pa to. Ljudje to slišijo, poslušajo, vzamejo neko stališče, dajo signal, ne, in potem politik mora te stvari zaznati, ne, in potem vključevati v svoje procese odločanja. No, v kakšni meri je recimo tak dogodek, kot je plebiscit, prisoten v vašem razmišljanju? Ker to je, jaz mislim, da plebiscit v Sloveniji leta 90, da je to bil, lahko rekli, tisočletni dogodek. Ja, se strinjam z vami. Plebiscit je točka preloma. Če uporabim Pučnikove besede, Jugoslavija je konec, zdaj gre za Slovenijo. Na plebiscitu je slovenski narod jasno izpričal, da želi živeti v samostojni in neodvisni državi, predvsem pa, da hoče narediti konec državi, v kateri so morali po kavo hoditi v Celovec ali pa v Gradec, po kavbojke pa v Trst. In zato je plebiscit prinesel toliko novega upanja, toliko novega pričakovanja po tej državi. Seveda pa je plebiscit vendarle logično nadaljevanje Demosove vlade. Sami poznate zgodovino, veste, da v 80-ih letih so se začela ta demokratična trenja. Zdaj bomo v kratkem, konec maja, praznovali tudi 30. obletnico afere JBTZ, kjer se je ta demokratični proces še dodatno intenziviral. Nedavno, 8. aprila, smo praznovali obletnico prvih demokratičnih volitev, na katerih je zmagala takratna opozicija Demos. Iz tega Demosa smo dobili Peterletovo vlado, ki je si jasno postavila za cilj. Ta koalicija Demos je bila izredno raznolika, od levih do desnih strank. 6 različnih strank je to koalicijo Demos sestavljala, ampak je pa imela skupen cilj in ta je bila samostojna Slovenija. In seveda ta Peterletova vlada je šla vprašati ljudstvo, kaj si misli, in ta točko, ko se je spraševalo ljudstvo, kaj si misli, je bil plebiscit. In od plebiscita dalje je bilo jasno, da bomo samostojno državo imeli, bilo je samo še vprašanje časa, kdaj. Ker volja ljudstva je bila jasno izpričana in zaradi tega je zame osamosvojitev ena izmed ključnih točk v slovenski zgodovini, okrog katere se moramo ves čas vrteti, ne. Ta točka je tudi v vrednotnem smislu izjemno pomembna. Takrat smo se odločili za zahodnoevropske civilizacijske standarde, rečemo kar direktno za krščanske vrednote, ker Zahodna Evropa temelji na krščanskih vrednotah, ki predstavljajo obče človeške vrednote. In tudi danes, ko se srečujemo z različnimi aktualnimi političnimi zadevami, od te afere zdaj, ko so zastrupili tega ruskega dvojnega agenta v Britaniji, do našega odnosa do Hrvaške, do drugih zgodb, ki se tukaj pojavljajo, tudi do Palestine. Skratka, pri vseh teh zunanje političnih zadevah, kot tudi pri notranjih političnih zadevah, bi se morali politiki zelo jasno zavedati, za katere vrednote in za kateri civilizacijski okvir smo se na plebiscitu 1990 opredelili. Tako da za mene je to izjemno pomembna stvar. No, zdaj, če samo še stavek dva poveva o tej razsežnosti, plebiscit in prihodnost Združene Evrope, ne? Ja. Zdaj, kaj po vašem premisleku, po vaši presoji, recimo ta odločitev plebiscitarna za demokracijo, za samostojnost, za to, da je človek v središču dogajanja političnega, kaj lahko iz teh postavk Slovenija svežega prinese v evropsko zavest? Ker Slovenija pravi, da so majhni, ampak politiki so majhne ideje ali pa so velike, ne?
Ni važno, koliko je ljudi. Se strinjam. Torej, kaj je temeljnega Slovenija prinesla Evropi s to plebiscitarno odločitvijo? Po moje je bilo temeljno sporočilo iz Slovenije napram Evrope, da obstajajo v Evropi narodi, ki potrjujejo in želijo zasledovati smer, ki so jo takrat predstavljale te centralne evropske države z Nemčijo in Francijo na čelu, oziroma, če hočete, s Kohlom in Mitterrandom na čelu. To je bilo naše sporočilo in na nek način tudi potrditev tistega, kar je Evropa do takrat počela, ko se je združevala, ko se je povezovala. Veste, da so se takrat tisti demokratični procesi dogajali morda še v zadnjih izdihljajih. Ja. Hladne vojne, v zadnjih izdihljajih socializma in te blokovske delitve. Istočasno se pa je Maastricht, pa evro, pa vse to. Ne? Tako. In bi rekel, ta majhna Slovenija je veliki Evropi poslala neko sporočilo. Tudi mi vidimo demokracijo, svobodo in podobne stvari kot nujne stvari za okolje, v katerem želimo živeti. To je bilo izjemno močno sporočilo. No, preden greva na konkretna vprašanja, še eno tako vprašanje, recimo sedanjega mednarodnega dogajanja. V zadnjih 2-3 letih smo priče oživljanja starih imperialnih držav. Ne? Združene države imajo svojo imperialno politiko, Rusija ima svojo imperialno politiko, Kitajska ima svojo imperialno politiko, Anglija gleda, da spet se vrača k svoji stari z Brexitom pa to. Kakšno mesto v tem vidite vi za Evropo? Kako naj Evropa v tem na novo pomešanem svetu interesov? Ja. In to so velike države. Ne? Se strinjam. Lejte, v preteklosti je bil svet bipolaren, ker pomeni, da smo imeli dve glavni strani. Na eni strani zahodni svet z vodilno Ameriko, na drugi strani Sovjetsko zvezo in vzhodni ta celoten blok. In so bile stvari relativno enostavne, eden proti drugemu, in vsakdo se je boril, da bi njegov pogled na svet, njegov način življenja zmagal. Rezultati so jasni, Zahod je v tisti bitki zmagal. Stvari se pa danes spreminjajo in svet ni več bipolaren. Na svetu imate kar nekaj pomembnih igralcev, poleg Amerike. Se zdaj pod Putinom kaže neko ambicijo tudi Rusija. Potem imate tukaj Kitajsko, ki se krepi tako gospodarsko kot tudi vojaško. To so zdaj 3 glavne velesile, ki bodo pomembne v prihodnosti za prihodno ureditev sveta, in tukaj zdaj manjka 4., to pa je Evropa. Če bomo želeli te odnose na svetovni ravni nekoliko uravnotežiti, ker imate zdaj predstavnike zahodnega sveta samo še Američane, na drugi strani imate predstavnike Rusije in Kitajske kot neke vrste avtoritarnega režima, prosvetljene diktature, kot oni to govorijo, in za nek miren razvoj prihodnjih dogodkov rabite še 4. igralca, ki ga jaz vidim zlasti kot Evropo, ki bo te strasti na nek način spet uravnotežil in da se bo svet lahko v miru naprej razvijal. Evropa ima pa sama kot taka ogromno težav, ki jih mora čim prej začeti reševati. Jaz sem absolutno naklonjen ideji, da se Evropa med seboj povezuje, ker povezovanje pomeni, da v Evropi do novih vojn ne bo prihajalo in hkrati smo tudi povezani močnejši. Imamo pa v Evropi en problem, to pa se mu reče problem identitete, in tukaj se ne bomo mogli dolgo časa slepomišljati, ampak bo treba zelo jasno povedati, ali bo Evropa krščanska ali pa je ne bo. Evropa je bila zgrajena na vrednotah ali pa na krščanskem izročilu
In če Evropa na teh izročilih ne bo več gradila, potem mi take Evrope, kot jo poznamo danes, ne bomo več poznali. Torej, In bo Evropa razbita. In če želimo mi našo identiteto ohraniti, potem se identitete, na katerih smo zgrajeni, pa na katerem smo bili vzpostavljeni, ne smemo zanikati. A se vam zdi, da to, kar ste poudarili, da je krščanska, kot tu so zdaj notri 4 velike evropske države, ki imajo svojo imperialno preteklost, ne? Španija, Francija, Nemčija, Italija. Če zdaj že vzamemo, da je Brexit zunaj, da je Anglija zunaj. Ampak te države so na osnovi krščanskih načel prerasle svojo nacionalistično vašo zagledanost, ne? In gradijo eno skupno novo zadevo. A je lahko Evropa v tem krščanskem smislu, da je presegla to, kar je prej narode vodilo v vojne, ne? Je lahko Evropa navdih recimo za Afriko ali pa za Južno Ameriko? Ja. Evropa je lahko navdih, če bo uspešna, ne? Ampak dajva primerjati recimo Združene države Amerike pa Evropo. Jaz sam se zavzemam, da bi tudi Evropi nastale Združene države Evrope, kar pomeni, da bi dobili skupnega predsednika, ki bi ga volili, da bi dobili skupno vojsko, skupno zunanjo politiko in skupno monetarno politiko. Če povem zelo po domače, ne, da bi imeli skupen denar, skupno obrambo, vojsko, skupno zunanjo politiko, pa to glavno, rečemo, federalno vlado. In če to želimo narediti, potem moramo na takšen način tudi zgraditi institucije, da bodo te posamezniki resnično imeli legitimiteto ljudje in da bodo izvoljeni na direktnih volitvah, ne na nekih posrednih volitvah. Če zdaj to primerjam z Ameriko, ne, tam je jasno, da imate 50 zelo različnih držav, ki vsaka po svoje razvija določene stvari, tudi šolske sisteme, zdravstvene sisteme, kakorkoli, ne, ampak imajo pa skupno zunanjo varnostno obrambno politiko. In danes v nekem globalnem svetu, ne, če želiš biti uspešen in prodoren, moraš imeti močno diplomacijo, ki dela z enim glasom, in moraš imeti vojsko, ki v določenih primerih tudi zagotovi uresničevanje tvojih političnih odločitev. In zdaj Evropa vsega tega nima. Evropa vsega tega nima. To je v nastajanju, ne? Ja, se bojim, da ne. To je moja bojazen, zaradi tega, ker danes je Evropa, tudi kar se tiče vizije prihodnosti, v katero smer se naj razvija, izjemno razbita. Ne, danes, če boste nekaterim rekli, ne, to, kar sem rekel, da naj se Evropa razvija v smislu Združenih držav Evrope, bo vprašal, to ni nas ti čisto zdrav, ne? Ker nekateri izjemno nasprotujejo še tesnejšemu povezovanju Evrope. Ampak Združene države Evrope ne pomenijo, da se moramo mi svoji identiteti odpovedati, da se moramo mi svojemu slovenstvu odpovedati. To ni talilni lonec, to hočem povedati. Ne? Mi moramo zgraditi podobne koncepte upravljanja države, a ne? S to razliko, da Amerika je na eni strani talilni lonec, Evropa pa ne bi bila talilni lonec, da bi vendarle nam dopuščala to kulturno raznolikost in da bi bila naša skupna točka, ne, se pravim, še enkrat, skupno politično vodstvo, ki bi bilo izvoljeno na resničnih direktnih volitvah, skupna diplomacija, skupna obrambna in varnostna politika in skupen denar. In seveda vsa ta združena Evropa bi morala imeti tudi temeljne skupne vrednote. Ne. To pa mislim, da je jasno, so te tipične obče človeške vrednote, ki izhajajo iz krščanstva. No, tu so zdaj pred nami dve veliki naloge. Ne. Zamisliti temu primerne strukture, ne, se pravi, ki bo delovala na področju celotnega prostora, potem pa nov miselni pristop, ne. Da jaz cenim, recimo mi cenimo naše slovensko poreklo, pa spet razmišljamo, kaj je dobro za vso Evropo. Ja.
ne? Da ni samo slovenski interes. Ne? Te, veste, provincialna razmišljanja uničujejo Evropo. Ne? Če imate v Evropi države ali pa tudi posameznike, ki jih zanima samo, kako bodo iz Evrope čim več počrpali, ničesar pa nočejo Evropi dati, to pomeni, da bo Evropa na dolgi rok propadla. In zato je treba razmišljanje peljati v smeri, ne, če bo Evropa uspešna, bomo uspešni tudi mi kot narod. No, zdaj bi še rekla besedo dve o slovenskem dogajanju. Ne. Tukaj je veliko odprtih vprašanj. Mogoče prvo je to današnje ekonomsko stanje v Sloveniji. V tem smislu naš ekonomski sistem, ki je v bistvu tranzicija po volji levice, ne, in je to podaljševanje starega komunističnega sistema, da en vse vodi in deli, kako se mu zdi. Ne. No, zdaj, Demosova vlada je uspela vzpostaviti demokratične strukture tudi na tej ravni, ampak ekonomska dinamika v Sloveniji je, zdaj, če vzamemo dve dejstvi, da imamo okrog 30 milijard denarja zunaj, nobene ve kje. To je naš kapital, ki prinaša blagostanje drugod. In to je odneseno ven iz čisto egoističnih postavk. Ne. Potem naša levica do sedaj, koliko lahko človek to opazuje, ni sposobna organizirati modernega gospodarstva. Drži. Kaj je tu vzrok? A je to miselni vzrok tukaj zadaj, ali je to ta, da je v ospredju hiter zaslužek, da jaz zagotovim mojo prihodnost, ali bo to zavestna borba proti demokraciji? Da socialistični koncepti ne delujejo, je jasno. Poglejte primer Venezuele in vam bo zelo hitro jasno, da ta stvar ne deluje. In tudi to, kar ima Nova Slovenija v programu, mi zgolj želimo zasledovati socialno-tržno gospodarstvo, mi želimo ekonomski model, ki ga ima Nemčija, pripeljati tudi v Slovenijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je država dolžna zagotoviti pogoje, da imamo vsi enake možnosti, da lahko razvijamo svoje lastne talente. Prav, da nam država omogoča neko svobodo, da naše talente razvijamo, kakršnekoli že imamo. In da razvijanje teh talentov ni odvisno, ali koga poznaš, kakšne barve si, kakšni so veroizpovedi, ampak da šteje tvoje znanje. In tukaj je svoboda izjemno pomembna. Drug pomemben element v tem konceptu je pravičnost. Da je država dolžna zagotoviti, da za vse veljajo enaki standardi in enaka pravila igre. Ker danes je to eden izmed temeljnih problemov, da v Sloveniji veljajo pravila za velike ribe pa za male ribe in ne enaki, drugačni. No in potem še tretji element je pa varnost. Da ti država zagotovi neko osnovno varnost, da ko zboliš, ko se upokojiš ali ko izgubiš službo. Jaz bi tukaj dodal, če smem, še varnost glede lastnine. Ja, tudi. Ker lastnino izgubiš mimogrede, z raznimi fintami. Ne? To je tudi posledica tega, da ni pravičnosti, da ne deluje sodni sistem in da te država, ko te nekdo ugoljufa, ne zaščiti na takšen način, da bi goljufe zaščitila, da bi goljufe obsodila in vas, ki ste bili oškodovani, zaščitila. Saj veste, mislim, to je neverjetno, ne, da kako kriminalci v Sloveniji odnesejo. Poglejte, mi sploh nimamo več pravega zapora. Mi imamo vikend prestajanja zaporov, kjer tam nekateri hodijo lepo na dopust, na krajši oddih, kjer se malo odpočijo, kakšno knjigo preberejo, morda kakšno knjigo napišejo in
temeljna stvar za več pravičnosti v tej državi je, da zapor končno postane zapor in da ljudje, ki so odgovorni za svoja dejanja, tudi odgovarjajo. Šele na takšen način bodo ljudje začeli verjeti v državo. Poglejte primer Islandije. Isto so imeli bančno luknjo kot pri nas, ampak tam bankirji, bančni gangsterji danes sedijo v zaporu in ljudje imajo resnično lahko občutek pravičnosti, da kdor je... Da ni denar varen, ne? Tako, da ko se nekaj slabega zgodi, država intervenira, kriminalce obsodi in jih pošlje v zapor in da lahko na nek normalen, miren način živimo naprej. In zato mi v našem programu Nove Slovenije ves program temeljimo na teh treh vrednotah, ne? Svoboda, pravičnost in varnost. Ne? Ker se mi zdi, da če bomo te vrednote zasledovali, potem se bomo začeli oddaljevati od teh socialističnih konceptov, ki nam jih Luka Mesec in podobni poskušajo prodati, češ kako je to vse super in fajn. To tako z dolžnim obrazom, ne? Bi se bo to lumparija, ne? Točno to, ne. Jaz sem včasih presenečen, kako ljudje naivno nasedajo tem njihovim floskolam in da se nihče ne vpraša, da to, kar oni delijo, se lepo sliši, da bo ne vem kaj vse bojo dali, ampak to je treba nekje vzeti in vzamejo vam, meni, vsakmu izmed nas davkoplačevalcem. Temeljna razlika, če sem zelo enostaven, med nami in socialisti je, ne, da socialisti trdijo, dajmo mi čim več davkov pobrati, ker država že ve, kako bo denar delila. Naš koncept pa je, dajmo ljudem čim več denarja pustiti. Ker ljudje bodo znali denar 5krat bolj obrniti, pa z njemu racionalno delovati kot država. To je tista ključna vrednotna razlika med nami in socialisti. No, še eno vprašanje, ki je nastalo. Pred 3 tedni ste bili povabljeni na ameriško veleposlaništvo, ne? Kjer ste predstavili programe. Ne na ameriško veleposlaništvo, ampak v enega izmed ljubljanskih hotelov, kjer je Ameriško-slovenska gospodarska zbornica pripravila soočenje 6 ključnih političnih strank o vsebini programa. No, kako je to bilo? Ker o tem se ne govori. Ja, o tem se ne govori. Moram priznati, da je bilo soočenje zelo dobro pripravljeno. Povabili so približno 250 do 300 predstavnikov podjetij, se pravi, je bila publika izjemno zahtevna in od nas predstavnikov političnih strank so zahtevali, da povemo, kakšne imamo rešitve na področju davkov, zdravstvenega sistema, pokojninskega sistema, delovnopravne zakonodaje in pa šolstva. To je bilo za njih 5 ključnih tem. In soočenje so peljali tako, da je mogel vsak predstavnik stranke povedati, kaj bo stranka konkretnega na teh področjih naredila, niso pa dovoljevali replike med nami. Veste, ker če politikom dovoliš replike, potem se mi zelo hitro zaplezamo z obtoževanji, kdo je kaj za kaj kriv, pa kdo kaj ni naredil, pa kdo kaj je naredil. In tukaj nam tega niso dovolili in so rekli, vi samo povejte, kaj boste naredili tukaj, tam in tako naprej. In po koncu tega srečanja je bilo glasovanje, tajno glasovanje, kateri program je te ljudi najbolj prepričal. Jaz sem samo vesel, da smo tukaj z veliko prednostjo bili v Novi Sloveniji najboljši. Spravi, je glasovalo vse 400 povabljeni? 400, ne, tam okrog 250 ljudi, ki je bilo prisotnih na tem srečanju. Spravi, mala množica, ne? Ja, meni je bilo predvsem všeč, da smo zmagali, da je naš program zmagal pri zelo zahtevni publiki. Veste, če imate vi neke direktorje, predsednike uprav podjetij, ki zaposlujejo po več 100 ljudi, tam ne moreš floskul pa nekih parol. Potem ljudi, ki vodijo razne ustanove, kompleksne. Tako. Tem ljudem ne moreš ti neke floskule prodajati, ampak moraš predstaviti konkretne ukrepe, kaj boš naredil pri davkih, kaj pri zdravstvu. In se pravi, mi, Nova Slovenija, z vsebino nismo imeli nikoli problemov, ker kar se tiče vsebine, smo bili vedno močni. Se veste, tudi smo ustaljena tradicionalna stranka, ki ima v svojih vrstah ogromno intelektualcev, ki nam pri pripravi te vsebine vedno pomagajo. Gospod predsedujoči Nove Slovenije, hvala za ta pogovor.
bomo še kdaj vas povabili, da malo razložite zaključke kongresa, ki bo torej v soboto 21. Aprila, ne. Potem pa kako mislite razporediti moči stranke v predvolilnem boju, ne. To nas tudi zanima vse, kako bo stranka šla v to dejavnost, ki bo trajala tam do srede junija, ne. Torej še enkrat hvala lepa, gospod predsedujoči, pa vse dobro za naprej. Hvala tudi vam za povabilo. Srečno.